bi predal besedo gospodu veleposlaniku Milanu Skenderju. Če mi je dovoljena istočenca, sicer verjetno boste šli v neko širši pregled nekako tega vprašanja, ki ga nocoj obravnavamo, pa vsekakor morda nekje v procesu, če naj se lotimo tudi sledečega vprašanja. Japonci so v 80-ih letih bili znani po kvaliteti, po procesih in v glavnem tudi po nekem kopiranju, ne nujno po inovaciji. Znana so ta samuraj koncept podjetij, ko za neko vodjo se strumno, nekako vsaj ta je predsoda, ki ga imamo zahodnaki, če tisti, ki smo brali pač v tistih 80-ih, 90-ih letih te razne knjige in se skušali učiti o procesih, ki so bili izrazito inovativni. Po drugi strani imamo pa v sedanjosti dejansko japonske literate, filmografe, ki so izrazito kreativni in osvajajo nekako svet. Kako se ta inovativnost umesti v to kulturo? V določenem trenutku bom hvaležen še za ta pristop. Hvala lepa. Prosim. Najprej bi profesor Tosko se zahvalil za njegov prispevek, je bil res zavetek popolno in na ta način z mojimi 20-letnimi izkušnjami z Japonsko nasproti njegovim 50-letnim upam, da boste še nekaj popravili dopolno. Mogoče vse to, kar ste omenili, tudi jaz v tem kratkem možem omenil, ampak jaz bi nadaljeval s tem sodelovanjem. Ampak to sodelovanje bi razširil mogoče malo na sodelovanje med Japonci in Slovenci. Med Japonci in drugim tujci, ampak bomo šli na Slovenijo, ker bomo več izkušen s tem. Zakaj? Vse, kar je profesor Kos povedal, popolnoma drži. In zdaj, v bistvu, kje so tu priložnosti za nas? To je, ker drugače se mi Japoncem ne moramo približati kot Slovenci in Japonci. Mi Japonci ne moramo biti. Je pa izredno pomembno, da razumemo Japonce in da vemo, kako se obnašati in kaj delati in kako postopati, ko se z njimi srečujemo prvič, drugič, tretjič. Jaz imam eno zelo preprosto tezo. Japonska je velika priložnost za Slovenijo. To izhaja iz mojih 20 izkušenj, ki zadnjih 20 let sem pač vse moje življenje bilo povezano samo z Japonsko in vse, kar sem počel, je pač bila Japonska. In rezultat tega je to, kar sem rekel, ta teza. Zakaj mi rabimo Japonce in zakaj oni rabijo nas? In zakaj rabimo vse to, kar je profesor povedal, da se bomo lažje zbližali? O tem sedanjem ekonomskem in političnem trenutku nima smisla zgubljati besed. In ta trenutek nam še posebej govori, zakaj rabimo Japonsko. Pa ne samo Japonsko, zakaj rabimo Združene države, zakaj rabimo ves ostali razviti svet, s katerim sedaj, v mojem posebnem mnenju, veliko premalo sodelujemo. In Japonska je meni še poseben primer, kaj bi vse lahko naredili, pa še nismo in upam, da bomo. Japonska je tretja ekonomija sveta, druga ekonomija sveta. Japonska je država, s katero moramo v vsakem primeru na vsak način povečati sodelovanje. In sicer zato je sodelovanje v najširšem smislu od preproste trgovine do znanosti in tehnologije, do kulture, do umetnosti, karkoli pa že omenjamo. Kaj nam najbolj manjka? Kaj manjka nam v našemu gospodarstvu najbolj? Udarnih, močnih, dobrih izdelkov, s katerimi bi lahli na globalni trg, s katerimi bi ustvarjali dovolj dodane vrednosti, da bi lahko zadržali življenje vsaj na takem nivoju, ki ga imamo in upamo tudi bogatili še naprej. In Japonska je ena izmed držav, ki nam to lahko omogočata. K sreči je že nekaj dobrih primerov, nekaj dobrih praks, ki kažejo, da je to možno.
je pa tega še bistveno premalo. In če se bomo odprli proti Japonski, se bomo odprli tudi proti Združenim državam in še podobnim zahodnim demokracijam, ki so bistveno premalo prisotne v našem vsakdanjem življenju, da se bi lahko naše gospodarstvo, naša družba razvijala tako, kot si želimo. Kot je profesor večkrat rekel, kooperativnost je temelj japonskega življenja. In to je v vseh firmah isto, majhnih, velikih in ta kooperativnost se kaže tudi na primer na način, kako tam gledajo na razvoj. Čist, jaz v vseh teh letih sem obiskal, ne vem, neznano število teh japonskih podjetij. V vseh podjetjih, bom rekel, je bilo, mislim, prvo in najpomembnejša stvar razvoj. Kako misliti na jutri, kaj bomo jutri prodajali, kaj bomo jutri delali. Tudi podjetja z nekaj 10 zaposlenimi so imeli fonde, razvojne oddelke in razvijali. To je en bazen, ena ogromna baza novih izdelkov, novih tehnologij, ki čakajo, da se bodo udejanile. In Slovenija kot evropska dežela, kot dežela v Evropski uniji, bi bila lahko izjemno pomembna točka, evropska točka za customizacijo, komercializacijo, nadaljni razvoj teh izdelkov. S tem bi lahko pomagali njim, da razvije izdelek do tiste faze, kot je, da bo začel nekaj prinašati, in bi pomagali nam, da naše osiromašeno gospodarstvo, osiromašena podjetja dobijo izdelke, ki bo imeli dovolj dodane vrednosti, da bo spet mogoč en normalni in hiter razvoj. Na tem področju sem jaz nekaj let svojega življenja porabil, žal feedback, odziv tukaj ni bil najboljši, ne? In še zmeraj smo tam, kot smo, ne? Še zmeraj govorimo, ne? Kakvi morajo biti Japonci, kaj morajo še nakliti v prve srečanju, namesto da bi se že poznali. 20 let imamo že diplomatske odnose. Mi bi se morali že fino poznati, ne? Nikoli ne govorimo, kakve ljudje so Italijani ali pa Nemci, mislim, te stvari so nam znane, ne? Avstrijci nikoli ne razmišljamo, kakva poslovnja običajamo. Tu pa kar naprej začenjamo z ABC, ne? Skratka, trdno sem prepričan in tudi moja praksa kaže, da so možnosti neizmerne in predvsem tu mladi, ki sedite, študentje, upam, no, da boste to izrabili. Dal bom 2 primera, kaj je pravzaprav možno in obene tudi odgovoril na tole vaše vprašanje. En primer, kako to tehnološko, kako to sodelovanje nas gleda in to, da ima res širši kontekst. V Ribnici je tovarna robotskih sistemov, se imenuje Yaskawa. Yaskawa je največji proizvajalec robotov na svetu. In v 4-5 letih smo uspeli prepričati Japonce, da so se odločili preseliti evropsko proizvodnjo iz Nemčije v Ribnici.